Kulturna panorama. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Slovensko gledališko praznovanje Borštnikovo srečanje se počasi sklepa. Višek bo doseglo na slavnostni prireditvi jutri, ko bo igralec Aleš Valič prejel Borštnikov prstan. Slovesno bo tudi v Trstu, ko bodo podelili nagrade Tantadruj, ki jih že vrsto let podeljujejo slovenska gledališča na Primorskem. Letošnji lavreat je Vladimir Jurc, ki bo prejel Tantadruja za življenjsko delo. Slovesno je bilo tudi nekoliko bolj v notranjosti Primorske, v Tomaju, ko so v letu, ko obeležujemo 100. obletnico smrti pesnika Srečka Kosovela, odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Izbrane najdbe, ki so jih pridobili med zadnjo etapo izkopavanj na Grajski bastiji na Ljubljanskem gradu, so predstavljene na razstavi Med obrambo in trgovino, grad, simbol mesta Ljubljane, v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana. V Moderni galeriji so odprli pregledno razstavo slovenskega slikarja in grafika Gregorja Peruška, slovenskega modernista, ki je živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike. Na pročelje Štefanove ulice 9 v Ljubljani se je po 85 letih vrnil Sejalec, bronasta rekonstrukcija kipa Franceta Kralja. O izbranih vsebinah podrobneje v naslednjih minutah. K poslušanju kulturne panorame vas vabiva Vjekoslav Mikes in Petra Tanko. Jutri zvečer se bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor s podelitvijo nagrad končalo letošnje Borštnikovo srečanje, festival slovenskih gledališč. Vrhunec podelitve je vsakokrat podelitev Borštnikovega prstana, najpomembnejša slovenska igralska nagrada za življenjsko delo. Letos ga prejme Aleš Valič. Žirija je nagrado Alešu Valiču namenila za izjemen igralski opus, ki že več desetletij pomembno zaznamuje slovenski gledališki prostor, pa tudi radio, film, televizijo in pedagoško področje. Ob tej priložnosti se je z Alešem Valičem pogovarjala Staša Grahek in ga najprej vprašala, kako se kot igralec, ki si sicer ne išče pozornosti javnosti, počuti te dni, ko je zanimanje tako intenzivno usmerjeno vanj. Hvala, zelo dobro se počutim. So mi rekli doma, da naj to vzamem kot neke vrste žetev. Sejanja celo življenje. Ti dogodki so zelo prijetni. Zdaj imam res veliko intervjujev, veliko pozornosti usmerjeno vame, ampak meni to ni neprijetno. Da bi si pa to prav želel, kar stalno pa pogosto, to pa res nisem tega želel. Jaz tudi po premierah, recimo, ko imamo na nek način obveznost malo se pojaviti med občinstvom pa se pogovarjati z njimi, ker to pričakujejo ljudje, da bojo po predstavi lahko še kaj spregovorili z nami. Moram reči, da to dejansko jemljem večinoma kot profesionalno obveznost, ne pa kot neko intimno veselje. Raj se potem kasneje kdaj srečam z ljudmi, ki so gledali, pa se pogovarjamo, kako se jim je predstava zdela in tako naprej. Zato je znano, kakšne slavne zvezde pravijo, ko zavesa pade, je zame obveznosti konec. Potem sem jaz samo še zasebnik in nimam več obveznosti. No, igralec gotovo mora imeti veliko samozavest, že zato, da sploh lahko stopi na oder, kjer ga osvetlijo žarometi. Po drugi strani pa verjetno tudi samokritičnost, verjetno mora sam sebe ves čas nekako izpraševati in preverjati. Kar se samozavesti tiče, je tako, da jaz sem prepričan, da jo igralec mora graditi od prvega letnika akademije naprej stalno, ker drugače hitro lahko usahne in se mu zamaje samozavest, ne verjame več sam sebi. Sploh, če ima kakšno malo slabšo sezono ali pa ne dobi ta pravih prilik, da bi se razvil. Tako da zato je treba pravzaprav ves čas skrbeti. Samokritičnost je pa pri igralcu nujna. Nujna zato, ker mu nihče ne more pravzaprav tako dopovedati, če dela dobro ali pa ne, kot igralec sam sebi. Ker to se čuti. Drugi ti seveda pomagajo s svojimi mnenji, da vzpostaviš nek vrednostni sistem svojega dela, ampak pozoren moraš biti pa kar naprej, da
ne usahneš v kvaliteti zaradi svojega pristopa. In verjetno se tu ne kaže zanašati na odziv občinstva. Odziv občinstva je nekaj zelo, zelo posebnega. Včasih kakšno predstavo strokovna kritika visoko povzdigne, pa je občinstvo nikakor ne osvoji, tako da bi bilo veliko gledalcev. Včasih se pa to oboje pokrije. Odziv občinstva je zelo, zelo odvisen bil vedno od pretoka energije med igralci in med občinstvom. Tam mora biti odprta vrata, mora biti ta pretok res odprt. V novem času, predvsem vseh novih tehnologij, vseh družabnih omrežij in tega, je to mogoče malo težje pravzaprav ugotoviti, kaj je čist res in kaj ni. Zaradi tega, ker ta PR po družabnih omrežjih neverjetno močno deluje in je treba ostati, bom kar rekel, pri zdravi pameti, da si obdržiš nek vrednostni sistem kvalitete, ne pa všečkanja. Predstava, pri kateri se je to, kar ste omenili, pokrilo, je bil gotovo Jez Conorja McPhersona v režiji Mileta Koruna. Igrali ste 200 ponovitev, če se ne motim. Ampak predstava je nekako živela zbrano in močno od leta 2001 do 2019. Ja, približno 20 let. Ja, ta predstava je bila čudežna, ker je zorela skupaj z nami in mi z njo. Zelo, zelo dobro je Mile Korun delal to predstavo, strašno se je posvečal materialu in igralcem, tako da smo postali ena taka igralska družina za Jez, kot se temu reče. Potem je bil pa še Art, Jernej Šugman, Bojan Mršič in jaz, od Jasmine Reze. Ta je imela pa 250 ponovitev, pa smo jo igrali še kakšno leto več. Žarko Petan, ne? Ja, Žarko Petan je to režiral, ja. To so posebne situacije, ko kakšno predstavo igraš toliko dolg časa, ker dejansko ti se spreminjaš v življenju, ne? In predstava je pravzaprav ista, profesionalno ima isto podobo, ampak vsebine znotraj te drobne se pa začnejo spreminjati skupaj s tabo in s kolegi, tako da je to zelo zanimivo toliko časa igrati. Jaz sem igral kar nekaj takih predstav, še Malomeščansko svadbo, od Brehta smo igrali dolg časa, pa še kaj. No, omenili ste Art, prijatelj je kupil sliko. Ja, moj prijatelj Serž je kupil sliko, 1 x 1,20 m veliko, belo pobarvano platno. Kako zdaj življenjske izkušnje igralcev, ki seveda skozi to dolgo obdobje ponavljanja predstave se spreminjajo, se to odraža tudi v predstavi? Ja, seveda se na nek način, ja. Ampak mi imamo to sposobnost, da ko pridemo v gledališče in preden se predstava začne, na nek način potisnemo v ozadje zasebno in postanemo pač tiste vloge na nek način. Seveda smo še zmeraj mi, ampak smo v tistem materialu. In to se predvsem čuti, kadar pride do kakšnih težkih dogodkov, ki jih imaš v življenju, česarkoli, in uspeš pravzaprav odigrati, kot da nisi nič hudega doživel. Potem se pa seveda po predstavi vrne vse nazaj. Verjetno je nevarnost za igralca tudi rutina. Kako pa se temu igralec izogiba? To je mogoče ena najtežjih stvari, s katero se igralec bori. Ker ko enkrat obvlada material, obvlada vlogo, ima občutek, to je pa zdaj kar dobro narejen, ne? Potem hoče to ponoviti. In čim hočeš ponoviti, dobesedno ponoviti, potem nisi več živ in prepričljiv. Skratka, mi se ves čas ukvarjamo s tem, da začnemo s pravimi impulzi predstavo, ki morajo biti živi in se morajo zgoditi v tistem trenutku, v pravem trenutku in potem tudi seveda med igranjem predstave. In če tega ne dosežeš, potem na nek način se nasloniš na rutino in na dolgi rok to nikakor ne gre in ni dobro. Pa še nekaj je, potem ti lahko postane dolg čas, kot igralcu. Vam ni dolg čas? Ne, meni ni dolg čas, meni še zmeraj vse zelo, zelo zanima, moram reči. Daljši pogovor z Alešem Valičem lahko slišite na spletni strani Arsa v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom.
V okviru festivala Let's Play bodo nocoj v muzeju Sartorija v Trstu slavnostno podelili nagrade Tantadruj 2026. Z gledališkimi nagradami vsako leto nagradijo najboljše dosežke sezone primorskih gledališč, Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, Gledališča Koper in Slovenskega stalnega gledališča Trst. V slednjem je 35 let ustvarjal letošnji prejemnik Tantadruja za življenjsko delo Vladimir Jurc. Prispevek Kaje Novosel. Vladimir Jurc s svojim več desetletij trajajočim neutrudnim delom pooseblja prav tisto trmo, ponos, umetniško brezkompromisnost in ljubezen do gledališča, ki jo simbolizira lik Tantadruja. Tako je zapisala žirija za primorsko gledališko nagrado za življenjsko delo, ki so jo sestavljali Mari Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen. Dodajajo še, da dolgoletni član Slovenskega stalnega gledališča Trst ne mara reflektorjev. Nasprotno, vse življenje poudarja pomen ansambla in kolektivnega dela. Jaz večkrat rečem, da sem privrženec kolektivne zadeve oziroma kolektivne igre, ali pa če hočete skupinske. Zato, ker mislim, da se ob vsakem projektu se formira neka grupa različnih ljudi, igralcev, sodelavcev, likovnikov, režiserjev in tako naprej. Skratka, ustvari se en tak nov nukleus in kolikor je ta v sebi, kolikor smo mi vsi, ki smo del tega nukleusa, pripravljeni dati svoje najboljše in sodelovati v tem, ampak enakovredno, potem je to rezultat odličen. Zdaj to bazira, bi rekel, moj igralski pedigre, je, da sem takoj po akademiji postal član Mladinskega gledališča v Ljubljani, Slovenskega mladinskega, in tam sem bil 10 let in tam smo absolutno gojili to močno kolektivno igro in ta je bila tudi velikokrat po raznih festivalih po svetu opažena in tudi nagrajena. Potem pa sem leta 1983 prišel v Trst, ker sem rekel, da moram pa še na individualnem področju narediti še kakšne vloge, ki jih tam sicer v mladinskem ne bi nikoli, mislim predvsem na klasiko in tako naprej, ker smo zmeraj veliko eksperimentirali v mladinskem gledališču, kar je seveda dobro in pozitivno, ampak v Trst sem bolj prišel z neko željo po repertoarju in to se mi je deloma uresničilo, deloma ne. No in tukaj smo tudi naredili neke zelo dobre projekte, tako da je nekaj ostalo. Ne? V svojem igralskem opusu je posebno skrb namenjal odrskemu jeziku, saj po njegovem prepričanju beseda na odru ni le nosilec informacije, temveč je glasba, psihologija. In če jezik nima prave teže in barve, lik ostane prazen. Svojo skrb za jezik je prenašal tudi na mlajše generacije, saj je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo kot docent in kasneje izredni profesor kar 25 let skrbel za odrski govor. Njegova ljubezen do jezika pa je pečat pustila tudi na radijskih valovih Radia Slovenija in Radia Trst A, kjer je ustvarjal kot interpret, režiser in dramaturg. Radijski medij pravzaprav ljubim, zato ker mislim, da je to fenomenalen medij. Ne? Zato ker lahko jaz sem v Trstu ogromno naredil, ogromno. Bodi si kot igralsko, bodi si režijsko ali pa tudi dramaturško. Sem cele cikluse zasnoval tudi v zvezi s slovensko literaturo in tako naprej. Meni je to fenomenalen medij, zato ker te ne zaposluje oziroma te ne zasužni, tako kot te televizija, kjer pač ne moreš stran in moraš gledati vse. Ob radiju pa lahko počneš marsikaj, celo voziš avto in vse in te spremlja in posluša in je to fenomenalno. In mislim, da kakor so se včasih smo se bali, da bo ta medij ugasnil, ni šans. Vladimir Jurc tudi po upokojitvi ostaja aktiven na odrskih deskah. V začetku naslednje sezone ga bomo tako lahko spremljali v predstavi Ledene slike v gledališču Koper. Lucidni premišljevalec gledališča in prejemnik žlahtne nagrade za življenjsko delo pa takole sklene svoj premislek o moči gledališča danes. Jaz se zavedam, da ima gledališče eno izredno veliko moč. Ne? In da je v zadnjem času veliko te moči izgubil ravno s tem
ugajanjem publiki, ne, oziroma bom rekel poneumljanje publike, ne, z nekimi lahkotnimi, da se ne bi narobe razumeli. Jaz spoštujem komedijo, dobro komedijo, vsem na vse zadnje je komedijo v teatru pravzaprav najtežje narediti, zato ker že v štartu mora biti komično, mora biti smešno. In če ni smešno, potem to ni, ne, ampak hočem reči, danes je gledališče preveč padlo na neke veje zabave, mislim, ne vse, ne, ampak posebej del mlade publike smo izgubili ravno na ta način, da se jim zdi zanimivo samo tisto, kar je na nek način agresivno, smešno oziroma prisiljeno smešno. Tako kratka zabava in to je vse. Ne. Ampak gledališče je ravno prostor, kjer ti greš, če je ta prostor, ki greš s predstave, nosiš seboj nekaj, ne, nosiš seboj, magari še jutri razmišljaš, ne, in se te je nekaj dotaknilo, kakorkoli, ne. Danes je tega veliko manj. Vsekakor pa ostajam pri trditvi, da je gledališka umetnost nujno, absolutno povezana s čustvi. To se pravi, vse, kar je tako vdor pretirano racionalnega, je na nek način opustošilo gledališče, zato ker gledališče že od antičnih časov ima to funkcijo, da pač gledalca pretrese, kar pomeni seveda v pozitivnem, negativnem, v komičnem, kakršnem koli. Ampak če tega ni, potem je prazno, ne. V Tomaju so odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala 1,5 leta, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Celotna prenova je stala nekaj manj kot 1,3 milijon evrov, večji del sredstev zanjo pa je občina Sežana pridobila na 2 razpisih Ministrstva za kohezijo in razvoj. Dogodek je bil eden pomembnejših v letošnjem letu, v katerem obeležujemo 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Več pa v prispevku Irene Cunja. Prenovi družinske hiše Kosovelovih v Tomaju sta botrovali dejstvi, da drsenje terena že močno ogroža stavbo in bližajoča se 100-letnica smrti pesnika Srečka Kosovela. Posledično so postavili popolnoma nov zunanji podporni zid, pove vodja novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ernesta Drole. Namreč podporni zid je bil tisti, ki ni zdržal te teže, ki je drsel že pred 20, več kot 20, skoraj 30 leti in ga je nujno bilo potrebno utrditi, nujno bilo treba na novo pozidati z dovolj močnim betonskim zidom. Kar se je pa odkrilo ob odkopavanju, pa je, da je hiša zgrajena na zelo, zelo globokem, bi človek rekel, terenu čiste gline. Zid smo pa potem obložili s kamnom v videzu suhega zida. Tu ni suhi zid, to je pač grajeno lice v videzu suhega zida. Samo stavbo so utrdili statično, jo energetsko sanirali, deloma prenovili streho in pročelje. Barvo so ohranili rumenkasto, podobno prejšnji. Zelena je ostala barva oken in vrat. Drugačna kot prej pa je notranjost. Kot pove Eva Senekovič Ravnikar iz studia A2O2 Arhitekti, je bil cilj čim bolj vrniti hišo v čas njenega nastanka, torej v letu 1925. Prostori zdaj so spet nazaj reorganizirani, kot so bili organizirani v času življenja družine Kosovel.
razen v pritličju, kjer je postavljena sodobna razstava. V pritličju so bili pravzaprav servisni prostori družine in te smo izkoristili za postavitev razstavnih površin. Ostali prostori, salon, soba fantov, to se pravi Srečka in Stana, in soba deklet in pa jedilni kot in kuhinja in seveda najlepši prostor glasbena soba, pa so v največji meri opremljeni z originalnim pohištvom in so v bistvu na originalnih, so spet nazaj v teh pozicijah, kjer so bili. Notranje prostore so obarvali z bordurami in opleski, ki so jih nekdaj že krasili. Ernesta Drole. Bordure so zanimiv dodatek teh sob, ker se v začetku pač ni vedelo tega, bile so prepleskane, barve so, kot boste videli, dokaj močne. Vse to je v maniri 20. let 20. stoletja. Take so bile, smo odkrili in zaradi tega smo potem želeli te notranje prostori vrniti v Kosovelov čas. V pritličju je sodobno zasnovana razstava, v njej so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Na vhodu pa obiskovalce pozdravi Srečkov avatar, Eva Senekovič Ravnikar. Ja, to je bila pa seveda ena dopolnitev razstave, ki se jo je tudi občina zelo želela, da se razstava približa mlajšim generacijam, ki so bolj spretne v digitalnem svetu. Kustos razstave je profesor in izjemen poznavalec življenja in dela Srečka Kosovela Janez Vrečko. Ko smo skušali pri Kosovelu kot pesniku odkriti razsežnosti, ki doslej niso bile dovolj poudarjene, smo se opirali predvsem na čas, v katerem je Kosovel pisal. To pa seveda je bil čas močnega fašističnega pritiska in misel, da ta hiša sploh ne bi nastala, če tega ne bi bilo, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena. In ta hiša je nastala v letu dni ob izjemni, lahko rečemo res izjemni pomoči Tomajcev, ki so iz velikega spoštovanja do očeta, do družine, do matere pomagali graditi to hišo. Na razstavi sta izpostavljeni tudi aktivna vloga Srečka Kosovela v tajni organizaciji Tiger, še pove Vrečko, in razlogi za pesnikovo odločitev za konstruktivizem. Da se je Kosovel odločal za konstruktivizem ne iz neke modne muhe, ampak zato, ker je bila to njegova eksistencialna odločitev, ker je pač takratna moderna znanost, ki je Kosovel pripadal in jo zelo natančno poznal, se pravi Einsteinovska fizika in kvantna mehanika, ker sta vzpostavljali popolnoma nov odnos do življenja, do smrti, do svobode človekove, predvsem to, do osebne človekove svobode. In Kosovel je iz tega izpeljal te svoje znamenite konse. To ni neko igračkanje, kot mislijo nekateri še vedno, nažalost, ampak zelo resno in odgovorno početje mladega pesnika, ki je želel s temi konsi pripeljati v ta del Evrope in tega se je zavedal, da je med prvimi ali celo edini to novo obliko prostorske poezije, s katero je dejansko popolnoma, kot sem že rekel, spreminjal odnos do življenja in smrti in tudi njegov odnos do življenja in smrti se je potem bistveno spremenil. V Kosovelovi domačiji so zopet na ogled družinska knjižnica, klavir, violina, vrsta osebnih predmetov Srečka Kosovela z znamenitimi očali in še kaj. Posebej ganjena na dogodku pa je bila dolgoletna skrbnica Kosovelove domačije Dragica Sosič. Ja, saj sem že povedala, da to so bile moja najlepša leta v mojem življenju. Jaz sem delala z dušo, ta hiša je bila zame vse, morbiti sem še svoje domače malo zanemarila. Mislim na račun tega, ko sem bila cele dneve od jutra do večera tukaj. Samo sem z veseljem delala. In človek, kar dela z veseljem, mislim, se lahko tudi nekaj pozna, ne? Kot še poudarijo na občini Sežana, ki je lastnica domačije, s prenovo Kosovelova domačija presega klasično spominsko hišo, v njej je prostor za organizacijo različnih dogodkov z področja kulture, izobraževanja in turizma. Želja je, da postane središče kulturnega in ustvarjalnega življenja v Tomaju.
Slovenski slikar in grafik Gregor Perušek, ki je živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike, je v javnosti skorajda nepoznan, čeprav ga umetnostno-zgodovinska stroka že dolgo uvršča v kanon slovenskega modernizma. Prva pregledna razstava z naslovom Enigma Gregor Perušek 1887 do 1940 v Moderni galeriji bo to spremenila. Spremljal jo bo tudi katalog. Gregor Perušek, amerikanizirano Harvey Gregory Prašek, je pripadal ameriškim krogom modernistov. Njegova dela je najti v eminentnih zbirkah, kot sta University of New Mexico Art Museum in The Cleveland Museum of Art. Razstavo približno 90 slik in grafik Gregorja Peruška v Moderni galeriji je pripravil kustos Robert Simonišek ob sodelovanju Mirjam Milharčič-Hladnik in Josefa Valenčiča. Odprta je bila v četrtek zvečer, na ogled pa bo do konca letošnjega leta. Tadeja Krečič je kustosa Roberta Simoniška povabila pred mikrofon, da natančneje predstavi opus tega zanimivega umetnika samouka. Gospod Simonišek, morda označite celoto tega opusa, ki je tako zelo raznovrsten, da si težko mislimo, ko mogoče pogledamo prvo sliko, nas morda spomni na Vena Pilona, ampak potem kasneje pa še na marsikoga drugega, tudi te slike s fantastičnimi elementi ali pa kubističnimi mogoče celo in tako naprej, da ne govorim, da so nekatere pa prav impresionistične. Kaj bi vi rekli za ta celoten opus, kako ga predstaviti oziroma označiti? Ja, tukaj v bistvu ste že sami ugotovili, da je eklektika, da je v bistvu te, bi rekel, zunanje formalne izraze dojema kot neke vrste, bi rekel, orodje za to, da pač izraz svojo notranjost in pač svojo, to je tudi sam večkrat poudarja, svoje občutenje posameznega prostora. Tako da v tem dojemanju se je nekako približal regionalistom, ameriškim regionalistom, ampak tudi vse druge oznake, ki ste jih omenili, so v bistvu na nek način upravičene in jih vključuje torej te modernistične prijeme avantgard, pa tudi načine slikanja, ki so bili značilni za 19. stoletje, fascinira ga simbolizem in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je to treba povezati tudi s tem, ker je bilo čukaško okolje, kamor je on vstopil in ker je pač izoblikoval neko stališče tudi do vsega, da je bilo to zelo svobodomiselno okolje in da je dovoljevalo tudi takšne prijeme, na nek način celo bolj svobodomiselno kot ta newyorški milje, kjer se je ameriško slikarstvo razvijalo pač po neki drugi logiki. V bistvu je pa to eno tako nasprotje med dvema različnima usmeritvama, na eni strani med abstrakcijo. Zanimivo je, da so ga nekateri čikaški kritiki imeli za slikarja abstrakcije. Torej, nekatere krajine so seveda fantazijske, ampak oni so takrat temu že rekli abstrakcija, čeprav ne tista abstrakcija, kot jo zdaj mi pojmujemo v tem strokovnem pomenu. Skratka, da je ta razpon med figurativnim in abstrakcijo nekako tudi v njegovem opusu, torej da je razpet med te dve skrajnosti. Tako kot so številni ameriški slikarji, njegovi sodobniki, kot je recimo Georgia O'Keeffe, celo kakšne prvine njenih del, torej značilnosti njenih del bi lahko našli na nekaterih Peruškovih delih. Ali pa recimo, če pogledamo dela Edwarda Hopperja, ki je tudi, ne moramo reči zelo blizu Peruško, ampak v bistvu tudi on detektira ta vsakdanja okolja, od bencinskih črpalk do železniških postaj ali pa nekih zapuščenih hiš, ampak spet na drugačen način. On vpeljuje tudi pomen figure, oziroma razmerij med figuro in prostorom in mogoče malce bolj raziskuje tudi svetlobo, ampak so pa recimo tudi kakšne podobnosti pri tem, da se
ko se pri Hopperju perspektiva spremeni, ko se on začne voziti z avtomobilom okrog. Naprimer, Perušek in Hopper sta oba dva kupila, mislim, da isto leto, svoj prvi avto, ne, in Perušek je verjetno z njim več potoval kot Hopper in da se tudi ta način doživljanja narave oziroma same okolice v bistvu tudi s tem spreminja in da je pri obeh mogoče tudi to razvidno na njunih delih. V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so odprli razstavo z naslovom Med obrambo in trgovino, grad, simbol mesta Ljubljane. Razstava dopolnjuje vpogled v več kot 60 let arheoloških raziskav na gradu. Izbrane najdbe so pridobili med zadnjo etapo izkopavanj na Grajski bastiji, ki od lanskega decembra potekajo pod okriljem Mestnega muzeja Ljubljana v sodelovanju z Arheološkim raziskovalnim konzorcijem za Ljubljano. Prispevek je pripravila Staša Grahek. Grajski grič je bil poseljen že v prazgodovini in antiki. Iz zgodnje faze gradu v 11. in 12. stoletju so se ohranile sledi utrjene postojanke. V 12. stoletju so postavili trdnjavo, na začetku 13. stoletja pa so grad povezali z mestom. V 15. stoletju so zaradi nevarnosti turških vpadov grad močno utrdili. Odkritje, na katero so arheologi čakali desetletja, pa so vrata, ki so v grad vodila iz obzidanega dela mesta. Vodja raziskav Matic Perko. In s tem v bistvu pridemo do najpomembnejšega odkritja, ki je do zdaj bil znan zgolj na kartah. In zdaj smo ga prvič tudi arheološko potrdili in to v bistvu so ostanki zidanih vrat samim obzidjem, ki ga časovno lahko umestimo v 15. stoletju prav na podlagi tako naučnih najdb na površini ceste, s katere je pravzaprav delan. To je v bistvu čas turških upadov in nevarnosti in ravno zaradi tega se to umešča v to časovno obdobje, ko je čas cesarja Frederika III., ki ukaže prenovo celotnega gradu in v bistvu v grobem dobi obliko, kot jo poznamo tudi danes. Pri raziskavah na gradu ima že desetletja vodilno vlogo Martin Horvat, arheolog in vodja kustodijata za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana. Svojim več kot 40-letnim delom in rezultati obsežnih arheoloških raziskav je bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v srednjem in novem veku ter k napredku srednjeveške in novoveške arheologije v Sloveniji, za kar je letos prejel Valvazorevo nagrado. Raziskovanje ljubljanskega gradu je njegovo življenjsko delo. To je moj življenjski projekt od otroških let naprej. Namreč iz fakultete sem direktno šel na grad, kot rečeno takrat z nekim nahrbtnikom, ki ni bil najprijetnejši. Veljalo je mnenje na arheologije, ni na gradu, tako da prva ekipa moja na gradu je bila sestavljena iz enega arheologa in dveh delavcev, ki jih je prispeval nek gradbenik, ki je takrat izvajal gradbena dela na gradu. Torej izjemno majhna ekipa, ki pa je potem se seveda povečevala glede na rezultate raziskav in na koncu smo imeli ekipo, ki je presegala tudi 100 ljudi. Pred desetletji, ko se je začenjala obnova Ljubljanskega gradu, je prevladovalo prepričanje, da arheologije tam ni. Arheologi so dokazali ne samo, da arheologija na gradu je, temveč je celo izjemna. Martin Horvat. Ja, dokazali smo v bistvu, da je arheologija ves čas pravzaprav bila malo podcenjena pri vseh teh projektih, ki so se pripravljali in tudi izvajali na gradu ob sami prenovi.
Je pa seveda izjemno pomembno dejstvo, da smo z nekim sistematičnim delom, tudi interdisciplinarnim, skupaj s konzervatorji, to je treba poudariti, prišli v bistvu do izjemnih rezultatov. Namreč prvič smo potrdili obstoj prazgodovinske naselbine, ki do takrat pravzaprav ni bila znana. Niti nismo vedeli, kje je, poznali smo grobišče, skratka mesto mrtvih, ne pa mesto živih. In to je bila prva taka, res velika sprememba pri dojemanju, razumevanju in tudi v bistvu na nek način, vseh prednostih, ki jih neka stroka pri takem projektu ima. Takrat smo v bistvu dobesedno postali del te v bistvu ekipe prenove samega gradu in s tem tudi aktivno pri tem sodelovali. In kaj Martina Horvata pri odkritjih na Ljubljanskem gradu danes najbolj navdušuje? Danes me v bistvu najbolj navdušujejo ta vrata. Obstaja pač zgodba, tam smo začeli z izkopavanji, kar pomeni, da je že to nek tak čustven odnos. Preteklo je skoraj 40 let od teh začetkov. In zelo zanimivo, zaradi tehničnih težav, slabega stanja zidanih struktur smo v bistvu izkopavanja na Grajski Bastiji morali prekiniti. Mislim, da 2007. Ampak v bistvu prekinili smo izkopavanja nekaj 10 centimetrov nad temi vrati. Tako da v bistvu v tem sklopu jaz žal nisem imel te sreče, da bi takrat ta vrata dosegli in da bi v bistvu na nek način zaključili to zgodbo okrog tega komunikacijskega vozlišča na Grajski Bastiji, tako jaz pač temu rečem. In sem moral zdaj še nekaj let čakati do teh zadnjih raziskav, da se je v bistvu ta teza oziroma dejansko, da so se ta vrata tudi arheološko dokumentirala. Pri razstavi v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so se osredotočili na 2 dejavnosti povezani z gradom, obrambo in trgovino. Izbor predmetov je vedno zahtevna naloga. Vodja raziskav Helena Rismondo. Treba je poudariti to, da nam arheologom najdbe niso samo najdbe, seveda se jih razveselimo, ko najdemo kakšne take fine najdbe, ampak nam so najdbe predvsem podatki. Zdaj, ko smo se pogovarjali, katere najdbe bi predstavili v zakladnici, smo imeli kar težave, ker je veliko takih, ki bi jih radi pokazali, ampak prostor je majhen, intimen, res krasen, tako da smo se potem odločili, da damo na vpogled trgovski vidik, se pravi naučne najdbe in plombe in vidik obrambe v smislu puščic, kako je bilo pred strelnim orožjem in kamnite krogle. Na ogled so neuporabljeni kamniti topovski krogli, 3 puščične osti, plombe, pečati ter številni novci iz obdobja od začetka 13. pa vse do 19. stoletja, med njimi sta 2 celo ponarejena. Razstava v zakladnici Mestnega muzeja bo odprta do 4. oktobra. Z grajsko arheologijo pa se zainteresirana javnost lahko pobliže seznani tudi na vodstvih, ki jih pripravljajo v muzeju. Da umetnost lahko povezuje ljudi, se je pokazalo tudi prejšnji konec tedna na Štefanovi ulici v Ljubljani, kjer je lepo število obiskovalcev pozdravilo vrnitev sejalca na pročelje ene od stavb po 85 letih. Gre za bronasto rekonstrukcijo kipa Franceta Kralja, enega od vodilnih umetnikov tedanjega časa. Na dogodku ob ponovni postavitvi je bila Iza Pevec. Leta 1931 so slavnostno odprli palačo hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, pročelje katere je krasil kip Sejalec Franceta Kralja.
Ta je bil danes že skoraj pozabljen, saj je po manj kot 10 letih od postavitve izginil neznano kam. Za njegovo zgodovino se je, potem ko se je preselil v to stavbo, začel zanimati Vid Libnik. Od danes že pokojnega sina Franceta Kralja je izvedel, da je kip najverjetneje propadel zaradi umetnikovega eksperimentiranja z materiali. Danes je na istem mestu njegova rekonstrukcija. Kako se ob tem počutijo prebivalci te stavbe? Kot da bi bil že skozi tam, kot da sploh ne bi bilo praznine. In to nas zelo veseli, očitno je ta kip res nagovoril širšo množico. Tako Vid Libnik, pobudnik ponovne postavitve, ki o tej odločitvi pove še. Potem pa ta odločitev ni bila v bistvu zgolj sama estetska, ampak je bila tudi zavestno vračanje neke identitete prostora nazaj v mesto, vračanje dela slovenske kulturne dediščine. Ideja o postavitvi rekonstrukcije kipa se je sicer izoblikovala leta 2013. Sledilo je iskanje podatkov, pridobivanje dovoljenj, organizacija, iskanje načinov financiranja in seveda izvedba. Proces je povezal stanovalce stavbe, ki so postavitev tudi delno sofinancirali. Na pomoč pa je priskočila tudi mestna občina Ljubljana, ki je poiskala donatorje. Iz prvotnega načrta, da kip izvedejo iz umetnih materialov, so se na koncu odločili za bron, ki ima daljšo življenjsko dobo. Takrat je šlo za jedro iz lesa, na katerega je umetnik oblekel nek plašč bakrene pločevine. Očitno je z vremenskimi vplivi prišlo do nekega trohnenja tega jedra lesenega in potem je ostala samo še lebilen plašč iz pločevine, ki je pač padel dolne. Nažalost se ni ohranil niti en košček ali nekaj, da bi vsaj videli, kakšna je bila tekstura. Mogoče je bilo za nas dosti lažje, ampak ohranili se je pač par fotografij. In pa skice, ne? Skice imajo pa izjemno vlogo, ne? Čeprav so vedno mogoče malo drugačne, ker gre za pripravljalne skice umetnika. Ne? Vsak umetnik si naredi v nekem merilu 1:10, 1:15, ne? Neko skico, ne? Tako da družina Kralj je imela skico visoko 40 cm v gipsu, ne? Ki smo jo pridobili. Ne? Veste, danes se dela 3D, se skenira, pa se tudi s CNC mašinami to lahko izreže, ampak ne bi mogli take skice na ta način povečati, tako da je bilo treba čist z analogno tehniko modeliranja, ne? In opazovanja to pač povečati, ne? Prenesti in povečati. Tako Matjaž Počivalšek, mentor magistrskih študentov kiparstva na ALUO, ki sta se te zahtevne naloge rekonstrukcije lotila, Denis Vučko in Denis Dražetič. Oba imata s podobnimi projekti že izkušnje, med drugim sta pred časom naredila repliko kipa plavalke pred kopališčem Ilirija. O tokratnih izzivih je Dražetič povedal. Presenetljivo je bilo to, da je bil na stavbi kip, tako da potem je bil kader gledanja z odspodaj. Pa velikost je največji, kar smo delali od vseh, tako da je bilo zahtevno fizično, je bilo precej naporno in za nanašanje na višino in pokrivanje gline, ker se suši, tako da kip se mora pač močiti konstantno in če kot tako velik, moraš velike cunje nabaviti, pa veliko najlona, da se ga povija, tako da je bilo kar vse povečano in vse bo treba v večjih količinah nabaviti in z večjo pozornosti biti, tako da smo kar se utrudili fizično, recimo. Povedal je še, da so si v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ogledovali Kraljeve izvirnike, ki pa so imeli manj teksture kot sejalec. Tudi skice, makete in fotografije so se med seboj precej razlikovale. Ena manjša, ena malo večja in ta manjša v žgani glini je bila spet nekako narejena, potem pa ta v večji bronasti, maketa spet malo bolj drugačna bila, bolj dodelana, potem pa po fotografijah tega končnega, pa spet neka tretja je bila varianta, tako da smo si nekako pomagali, smo interpretirali, še posebej po tej srednji, po tej najmanjši nismo dosti, po tej srednji pa smo si in smo nekako sklepali, da pač kako tečejo gube, kako forme, čeprav še bolj bi lahko rekel, ekspresivno je na končni kot v tej srednji maketi. Na dogodku, ki je pospremil Sejavčevo ponovno življenje, je Franceta Kralja in kip predstavil umetnostni zgodovinar Andrej Smrekar. France Kralj velja za enega naših osrednjih predstavnikov ekspresionizma in nove stvarnosti, ki je skušal ljudsko izročilo prevajati v visoko umetnost, pri čemer pa tedaj ni bil vedno dobro sprejet. Motiv Sejavca pa ima seveda svojo zgodovino in različne konotacije.
Sejalc je kot motiv migriral iz vsaj sredine 19. stoletja v realistični tradiciji, ne, kamor je prišel pravzaprav preko biblijske prilike o sejalcu in hudiču. Eden seje zrne, drugi seje lulko, se pravi plevel. In to moralno sporočilo se potem ponavlja tudi pri Van Goghu in pri našem Groharju in tako naprej. Ne. V slovenski umetnosti potem nastane cela tradicija med obema vojnama tega motiva, ki pa mislim, da je v meščanskem kontekstu pri nas dobil še eno posebno nadgradno, namreč pojavlja se v finančnih inštitucijah, ne, tako kot na primer v mestni hranilnici ali pa pri urnikih v zadružni zvezi. Tam se sejalc in žanica pojavljata v paru kot metafora vlaganja za prihodno žeto, ne, ko se obresti nakupičijo. In tako je tudi v 30 letih, ko recimo slovensko meščanstvo nekako ostane hladno ali pa zavrne zelo konkretno kraljevo ikonografijo, ki jo izvaja iz ljudske tradicije, kmečkega življenja in tako naprej. Motiv sejalca še zmeraj funkcionira, ne, je sprejet, je razumljen. Matjaž Počivavšek del te zgodbe ni bil le kot mentor, temveč tudi kot član komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana. Kako gleda na zadržanost dela stroke ob tovrstnih rekonstrukcijah in vračanjih skulptur? Teoretsko naj si vsak prebere knjigo Frances Yates, Umetnost spominjanja, ne, v kateri ona točno piše, da je kraj in spomin sta neločljivo povezana. Ne, in nek kraj, ki je zaznamovan z nekim spominom, dogodkom, ne, bodi si to lep dogodek ali pa tragičen dogodek, vsi te kraji so zaznamovani, ne, in na te kraje mi ne moramo postavljati druge stvari. Ne. Druge stvari lahko postavljamo na druge kraje, ki bojo pa zaznamovani s temi novimi stvarmi. In tudi tiste stvari se ne sme umikati ali predstavljati ali kaj drugega, tudi na te nove stvari. Ne. Ljudje pa so sejalčevo vrnitev sprejeli navdušeno. Vidite, da so vsi navdušeni in jaz kaj takega še nisem videl, moram povedati. Sem bil na ne vem kolikih otvoritvah spomenikov, tudi svojih, ne, in take povezanosti in takega čustvenega naboja pa še ne. No. Zgodba sejalca tako torej kaže tudi, kako umetnost lahko povezuje. Od stanovalcev, ki so začeli raziskovati njegovo preteklost, do številnih obiskovalcev, ki so pospremili njegovo vrnitev. Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bila Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Staša Grahek, Kaja Novosel, Irena Cunja, Tadeja Krečič in Iza Pevec. Glasbeno opremo je pripravila Alma Čelik, oddajo je posnel in zvočno oblikoval Vjekoslav Mikes, uredila in vodila sem jo Petra Tanko. Kulturni panorami lahko vnovič prisluhnete na naših spletnih straneh in med podcasti. V imenu nas vseh se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim prijeten konec tedna.